Spoštovani gledalci, tokrat z nami hrastniški novi župan Marko Funkel v oddaji decembrskih druženj župani. Prijeten pozdrav. Edini zasavski župan, ki je čisto na novo. Kaj je bil prvi dan po volitvah? Kako je izgledal prvi dan po volitvah? Ja, izgledal je podobno kaotično kot vsi dnevi pred volitvam. Veliko čestitk smo dobili in prav zares smo si vsi želeli, da se malo spočijemo. To je bil naš prvi dan po volitvah. Kaj potem naprej? Kaj vas čaka? Sicer leto bo zelo kratko, vaše županovanje bo kakšen teden, 14 dni, potem pa bo že leto 2019. Tako je. Jaz mislim, da nas najprej čaka seznanitev z situacijo na občini ob primopredaji, ki bo v prihodnjih dneh. Čaka nas priprava delovnih teles na občin, kar je neka rutina ob vsakih volitvah. In čaka nas v začetku 2019 priprava proračuna. Ob tem imamo še, recimo, da eno zelo nujno situacijo Ceroza za reševati, kar je seveda skupen problem vseh 5 občin, ki so soustanoviteljice, in to so tisti prvi izzivi, s katerimi se spopadamo. Preden greva na finance, zelo veliko govora je bilo o kupčkanju pred volitvami. Kako bo sedaj z zaposlitvami? Vsi sprašujejo, bodo novi ljudje prišli na občino, bodo stari odšli, bodo novi direktorji javnih zavodov in tako naprej, pa mogoče malce pojasniva. Dejstvo je, sam sem delal v delavskih organizacijah, a ne v sindikatih. Jaz sem povedal vedno, delavci običajno izpolnjujejo zahteve svojih nadrejenih, kar pomeni, da nihče od delavcev se ne rabi bati za službo, zato ker je nov župan. Če delavci delajo tisto, kar je v skladu z neko skupno politiko, mislim, da noben ne rabi skrbeti za kakršnokoli službo. Enako je tudi z javnimi zavodi. Se pravi, treba je uskladiti cilje, ki jih imajo direktorji javnih zavodov in javni zavodi in občina. Če bomo te cilje uskladili in če delamo vsi za isto smer, kar je za boljši Hrastnik, jaz mislim, da ni pretiranega straha, da bo kdo izgubil šiht. Župan lahko sam po zakonu zamenja samo vodjo občinske uprave. Vsa ostala mesta so vezana na javne razpise oziroma če gre nekdo v pokoj oziroma v penzijo, je jasno, da bomo... Teh pa bo nekaj v zelo kratkem času? Kar je vsekakor pozitivno, zato ker bomo lahko na občini zgradili neko mlajšo ekipo, ker to pomeni, da če imamo 5 ali 6 upokojitev v naslednjih 4 letih, da je tudi srednja starost na občini visoka. Torej se bo občina pomladila, če tako rečeva? Tako da jaz mislim, da to je dobra priložnost za to, da pomladimo ekipo, ampak to ne pomeni, da bomo odpuščali. Te menjave se bojo zgodile organsko, ne glede na to, kdo bi zmagal, bi bil enak proces, po mojem mnenju. Kaj pa obljube, o katerih se je toliko govorilo, predvsem govorim o protikandidatih, ki so vas podprli? Jaz bi rekel, da je to en temelj demokracije, dogovarjanja. Sklepanje koalicij pred ali po volitvah je popolnoma normalna stvar. Če pogledamo, v Sloveniji ne bi imeli nobene vlade, če se ne bi sklepale koalicije. Koalicije se morajo sklepati na podlagi programa in jaz mislim, da smo se zelo hitro našli po prvem krogu, predvsem program je šel v smeri sprememb, drugačnega delovanja občine in jaz verjamem, da ta občina rabi neko osvežitev in da ta občina rabi neko novo energijo. Bo na ta način, na ta račun padla kakšna zaposlitev? Zaenkrat se o tem nismo pogovarjali. Pogovarjali smo se o podžupanskih funkcijah, pogovarjamo se o funkcijah znotraj občinskega sveta, imamo 7 delovnih teles in teh delovnih teles moramo prerazporediti na način, da se bo zasledovali cilje, ki smo jih v programu zastavili. Začeli ste tudi že sodelovanje z, bom rekla, največjim nasprotnikom, čeprav je bilo na soočenjih vroče, se sedaj naprej kar normalno pogovarjata, lahko tako rečemo, ne? Ja, tako je. Dobili smo se že skoraj z vsemi listami, uskladili smo že kviaz. Jaz sem že v osnovi povedal, jaz nisem zamenljiv človek, nisem človek, ki bi želel udarjati po mis, pač kot sem že v enem intervjuju v teh dneh rekel, nisem niti pristaš tega, da je župan lokalni šerif. Jaz mislim, da se moramo pogovarjati in iskati najboljše rešitve. V prvi vrsti mora župan znati poslušati ljudi in mora pokazati, kakšno smer je treba v določeni situaciji, ko se ne ve, kaj narediti obrat. Seveda s posvetovanjem z strokovnimi delavci na občini in z posluhom z ljudi, ki imajo mogoče več znanja na določenem področju kot župan.
Na kratko ena majcena obljuba, da boste dosegljivi za vse, tako kot je bilo pravzaprav tudi doslej, na soočenjih ste dejali, tako kot ima tudi danes skoraj vsak telefonsko številko župana, bo potem tudi tako pri vas. Kako boste dosegli to dosegljivost? Ja, vsekakor to, da te danes, ker v Hrastniku se vsi poznamo med sabo, vsak te lahko pocuka za rokav. Dejstvo je, da se na vsak telefon ne morem javiti, ker polovico dneva preživim na nekih sestankih in takrat se nevljudno oglašati na telefon. In dejstvo je tudi, da ni najbolj prijetno, če kdo kliče v nedeljo ob 10. zvečer. Drugače pa v ostalem času pa mislim, da župan mora biti na voljo in tisto, kar je pa še bolj pomembno, ljudje se morajo obrniti na občinsko upravo, moramo vzpostaviti neke mehanizme in občinska uprava je dolžna odgovarjati občanom. Šele v naslednji fazi pač je fajn, če se obrnejo na župana, ker drugače bo župan v bistvu prevzel delo tajnice. Letošnje leto nekih groznih sprememb ne bo, niti ni časa, da bi bile. Bo pa leto 2019 v znamenju sprememb. S čim boste začeli? Kakšne bodo tiste prve spremembe? Drži, mi trenutno pač niti ne moramo razpolagati s kakšnimi proračunskimi sredstvi, ker se leto izteka. Kot drugo pač imamo začasno financiranje prve 3 mesece, kar pomeni, da ne bomo mogli prerazporejati denarja in bomo po hitrem postopku poskušali sprejeti proračun in speljati leto 2019 bolj v smeri priprave nekih strategij, v katero pa morajo biti vključene širše skupine, ki delujejo na določenem področju. Prvo, kar se bomo lotili, je prenova, se pravi, neke zunanje podobe občine, se pravi grafična. To, ko sem rekel prej, dosegljivost, uvedli bomo Facebook za občino, ker ljudje zadnje čase mi ogromno pišejo prek Facebooka, ker so mi rekli, da na elektronsko pošto redko dobijo odgovor iz strani občine. Nek kanal, kjer se da hitro. Nek kanal, tako. In starejši danes ugotavljamo več kot elektronsko pošto uporabljajo Facebook. Tako da pač neka strategija komuniciranja občine bo narejena, obenem bomo poizkušali dvignati tisto, kar smo obljubili, se pravi nivo kulturnih prireditev, tudi malo več denarja za kulturne prireditve želimo dati in za ohranjanje kulturne dediščine, ker ne nazadnje s tem je povezan tudi turistični del, ki ga želimo razvijati. To mi ne obljubljamo, da bo 20 ali pa 30 avtobusov vsak dan obiskalo Hrastnik, da bomo imeli zdaj pa od turizma vsi, da se bo ta cedila med in mleko. Obljubljamo pa to, da bomo nekaj naredili na tem področju in jaz mislim, da je to prav. In naslednje leto do septembra pričakujemo, da bomo imeli narejeno strategijo komuniciranja, strategijo turizma in da bomo v bistvu do takrat pripravili komuniciranje z občani, z društvi, neko strategijo, kaj naprej narediti za društvi in kako jih sfinancirati na tak način, kot je potrebno. Tako da bo neka celota obrisa našega delovanja, jaz mislim, da nakazana že do konca prihodnjega leta. Udejanjili bomo pa vse to s proračunom leta 2020. Zdaj obljubili ste tudi boljše sodelovanje in povezovanje z ostalimi občinami, predvsem z občino Laško, kar doslej niti ni bilo tako močno. To je predvsem na področju turizma. Ste se že slišali s kolegi župani iz ostalih občin? Slišal sem se z nekaterimi župani, z Laškim še ne. Sem si pa dal v koledar, da prvi dan samostojnega upravljanja dela kot župan kontaktiram Laško, ker imamo nekaj odprtih vprašanj in nekaj skupnih interesov. Tako da še vedno vztrajam na tem, da pač občina Hrastnik bo z vsemi sosedami, se pravi, s katerimi imamo mejo, gradila dobre odnose. Ne samo z občinami, ki spadajo v statistično regijo Zasavje, ampak z vsemi našimi sosedami. In mislim, da je prav tako. Je pa dejstvo, da sem se že povezal tudi z goriškimi občinami, ker je povezano s problematiko Ceroza. Dolani, ker ste tudi sam Dolan, pravzaprav 2 kandidata, zadnja sta bila, oba Dolana, so dobili nekakšno upanje, da se bo na Dolu, predvsem center Dola, uredil. V kratkem bo nova cesta, zadeve se pripravljajo, odkupujejo se zemljišča. Kdaj se lahko pričakuje, da bodo projekti začeli z izvedbo? Ja, jaz nisem tako zelo optimist, da bo to tako zelo hitro, kot se mogoče zdi, ker smo podrli eno hišo. Vendar le še postopek odkupa ni zaključen, kar pomeni, da je treba najprej odkupiti in če eden lastnik se ne strinja z odkupom, to lahko podaljša zadevo tudi za 2 leti.
Jaz verjamem, da bomo v tem mandatu uredili to cesto, da bomo uredili tudi cesto Hrastnik-Zidani most in da bomo s tem, ko uredimo to cesto, odprli pogoje za ureditev centra Dola. Verjamem, da bomo uredili ploščad pred spomenikom v tem času, da bomo iskali rešitev za kulturni dom in da bomo našli rešitev tudi za gasilski dom na Dolu. Zdaj, gasilski dom je že pravzaprav bilo govora, občina je v resnici že dala zemljišče, kjer naj bi gasilski dom stal. Potrebno bilo bolj kot ne samo sodelovanje z lokalnimi gasilci. Ste se morda že sestali z njimi? Ne, tudi rekel sem, da uradnih sestankov, dokler nimam primopredaje poslov, ne bom imel. Imel sem nekaj informativnih sestankov, ker se mi zdi, da težko govorim v imenu kot župan, če ne morem uporabljati strokovnih služb. Kar pomeni, da na primopredaji želimo imeti vso dokumentacijo in da točno vemo, o čem govorimo, ker vse ostalo je pogovor na nivoju gostilne. Sprememba se obeta tudi pri delovanju krajevnih skupnosti, morda več komunikacije, več javne komunikacije, zbori krajanov. To se je že obljubljalo pred leti, pa nekako ni bilo izvedeno. Drži. Razen pred volitvami. Jaz sem se tudi zavezal, da bomo izvajali zbore krajanov in te zaveze se nameravam držati. Na koliko časa? Mogoče ne bomo imeli v vsaki krajevni skupnosti vsako leto, ampak sigurno bi pa želel, da vsaj dvakrat v tem mandatu vsaki krajevni naredimo zbor krajanov. Mogoče kakšen zbor krajanov tudi združimo, ker imamo v spodnjem delu Hrastnika 3 krajevne skupnosti, ki so sorazmerno majhne in imamo določene problematike, ki so skupne. Hidroelektrarna, cesta Hrastnik-Zidani most, to zadeva tako krajevne skupnosti Podkraj, krajevno skupnost Šavna Peč-Krnice in krajevno skupnost Steklarna. Tako da tukaj ne vidim težav, da bi mogoče poskušali to združevati, ampak ja, jaz mislim, da je treba ljudem dati besedo, da povejo, kakšno je njihovo stališče, ker bojo ne nazadnje oni živeli tam. Tako kot imamo danes problem z prebivalci na Marnem, ker so takrat dobili zastonj odlaganje smeti, so hkrati se strinjali z vsem, s čimer danes morajo živeti. Kar pomeni, da morajo imeti besedo pri tem, ali se bo nekaj delalo ali ne. Ena izmed obljub v programu je bilo tudi osrednje igralo za otroke. To smo tudi govorili že na soočenjih. Rečeno je bilo, da naj bi se najverjetneje umestilo na športni park na Logu. Kdaj bi bilo lahko to realizirano? Mislim, da se starši Hrastnika in Dola vsekakor strinjajo, da nekaj takšnega manjka. Jaz upam, da bomo že v 2020 lahko naredili prve korake v to smer. Kot sem rekel, zdaj prvi proračun 2019 bo še majčkeno podoben prejšnjemu proračunu, ker moramo ga pospraviti pod streho praktično do sredine januarja prvo branje, kar pomeni, da ne bomo imeli pretirano veliko časa za nove projektne naloge, da se jih pripravi do takrat. Tako da jaz planiram, da bomo vse tiste večje stvari, ki smo jih dali v program, začeli realizirati z letom 2020. Ne nazadnje moramo tudi vedeti, da imamo sanacijo Ceroza, ki bo tudi finančno potratna za občino, da imamo še vedno kredit za šolo na Dolu in da je potrebno v prvi vrsti državo prisiliti do tega, da čim prej se loti omenjenih investicij na cestah. Preden nadaljujeva z decembrom in prireditvami, se samo še vrniva na eno kadrovsko zadevo in sicer, tako kot ste omenili, edino, kar lahko župan izbere, bolj kot ne sam, je direktor občinske uprave. Že imamo koga v mislih, lahko že kaj povemo? Zaenkrat ne moramo nič reči. Verjamem, da bomo šli v postopke verjetno januarja ali pa februarja, mogoče celo speljemo z aktualno garnituro še pod streho proračun in na to začnemo oblikovati ekipo. Se pravi, nimamo prav zares velike želje zelo na hitro delati, ker se mi zdi, da je prvo, kar je, mora biti premišljeno. In vsi postopki morajo biti takšni, kot zakonodaja veleva, kar pomeni, da vsekakor ni dobro hiteti. Za vse kolege, tudi vaše županske, smo namenili vprašanje, kakšen je dan župana. Zdaj, vi še niste čisto stopili v te škornje, pa vendar, kako si predstavljate oziroma kakšni so vaši plani teh dni županovanja? Jaz mislim, da se za mene prav veliko ne bo spremenilo od mojega tempa, ki sem ga imel. Namreč sam sem bil samostojni podjetnik, kar pomeni, da sem čez dan učil, vmes pa se stankoval. Kar pomeni, da se mi je delovnik začel ob 8 zjutraj in končal ob 9 zvečer. Jaz mislim, da bo dan župana zelo podoben, popoldan bolj družabne narave, se pravi na različnih prireditvah, ki se v občini dogajajo, dopoldan pa seveda sestankovanje in iskanje rešitev z občinsko upravo, z državo, s sosednjimi občinami in z občani.
Pa se vrniva, kot sem rekla, na bolj prijetno praznični december, leto se zaključuje, urnik bo verjetno zelo hitro poln oziroma mogoče že kar je poln. Katere prireditve, kaj boste obiskali, kakšni so plani za... Ja, jaz bi težko govoril o prireditvah, ker bom sigurno kjer razpustil in mi bo kdo zameril. Nisem še toliko na tekočem, kaj vse imamo. Imam pa že seznam tako tudi po 2 prireditvi na dan, kar sem obljubil, da bom takoj z nastopom funkcije začel obiskovati te prireditve. Jutri imajo brigadirji predstavitev knjige v občini Hrastnik, v četrtek v občini Hrastnik, tako da od takrat naprej se pa stopnjuje, mislim, da se pa zaključi z koncertom Rudarske godbe 27. decembra, ko je nekako konec teh občinskih prireditev v Hrastniku. Sicer pa verjetno prazniki v ožjem krogu? Ja, verjetno, s prijatelji, skoraj sigurno bojo prazniki, novo leto s prijatelji, medtem pa Božič pa z družino. Še kakšen zaključek, kaj bi povedali našim bralcem, gledalcem, občanom Hrastnika? Jaz bi rekel tako, župan ni superman, pač ni nekdo, ki lahko s čarobno palčko v 14 dneh spremeni občino od glave do pet. Je pa vsekakor nekdo, ki lahko posluša ljudi in lahko skupaj z ostalimi pripravi zelo veliko pozitivnega. Ljudje v Hrastniku, nekateri si želijo spremembe čim hitreje, nekateri se bojijo sprememb. Jaz bi rekel tako, dajmo se poslušati in dajmo priložnost drug drugemu, ker lahko res naredimo veliko skupno. Jaz sem prepričan, da lahko že samo z malo boljšo energijo tudi na občini in na drugih javnih zavodih naredimo neverjetno veliko več, kljub temu, da denarja ne bo več. Najlepša hvala. Hvala tudi vam. Hvala tudi vam, ker ste nas spremljali. Ostanite še z nami, objavljali in sledili bomo županom še naprej. Srečno!